Z odprte kuhne pa se selimo v Hollywood. Za tebi postal vegan, tuširal bi se prav vsak dan, zabril bi se čez celo telo na nulo, baby, čist golo. Za tebi vzel kredit, nabavil z njim bi dinamit, po noči bi usmeril vlak, ostal bi le ognjen oblak. Lahko postanem kretničar, izvedem državni udar. Odkrili smo zanimiv talent. Miha Renčel je pri nas v studiu in danes premierno predstavlja svojo novo skladbo in videospot Hollywood. Dobrodošli. Čau. Ja, eno zanimivo vprašanje imam. Pesem govori sicer o ljubezni, o tem, kaj vse bi storili za ljubezen. Tako. Naslov pa je Hollywood. Ja, Zakaj? jaz precej stvari povem, kaj bi naredil za ljubezen, ne. Tako da sem pol, kaj bi zdaj dal naslov, ne. Vmes rečem tudi, pa ti si za v Hollywood, ne. Se pravi, ti si mi toliko všeč, ti si mi na nek način tako idealna ali pa odlična ali pa celo malo nedosegljiva, ne. Tako, kakor mogoče se meni zdi Hollywood, pač, ne. Po drugi strani je pa besedilo tako slikovito, toliko enih stvari, toliko enih tudi samostalnikov omenim, ne, da prebudi neko imagerijo, nekih slik, neko zaporedje, kar v bistvu že spominja na film, ne. Zato sem se pol odločil za Hollywood, no, ker neka celota, ne. No, zdaj bom čisto po žensko radovedna. Kaj pa ste vi v življenju, recimo, najbolj drznega naredili za ljubezen? Ja, čist pred kratkim sem šel na Kosovo Aha, no, kar drzno, ja. pogledat, če je kaj, rekel, potencijala, pa pol se je izkazalo, da ni. V pesmi torej govorite tudi o tem, da bi postali vegan. Ja. Bi? Ja, jaz mislim, da ja, ker sem pripravljen, rekel, če res zagorim, obrniti life na glavo, no, kakor se poznam. Ne. Tudi postriš lase? Vse. Vse. Če pride tista prava, je vredno. Tako, no. Sicer pa vas lahko vidimo in slišimo, ob petkih igrate v kavarni Union. Sicer pa ste profesionalni igralec klavirja, ne? Torej izučen. Pianist, se reče, ja. Ja, pač to je moja prva ljubezen, ne, se pravi, že od malih nog naprej. O tem sem tudi najboljši pač pet in skladati sem začel veliko kasneje. Je pa seveda to povezano, no. Znanje klavirja pomaga, ne, pri skladanju, recimo. Tudi samo zaposleni v kulturi se mi zdi, da sem pač ta status, ko sem ga dobil največ zaradi znanja klavirja. Ja, je pa vsak petek danes, recimo, vabljeni v Ljudno ob 8:30 v kavarno, igram uro pa pol na ta dogodek, ki mu rečemo retro piano. Tam preigravam skladbe starih naših mojstrov, v bistvu 60., 70., Mojmir Sepe in ostali, no. Artisvos, te slovenska popevka, ne. Odlično. Najlepša hvala za pogovor. Želim vam seveda še veliko uspešnega glasbenega ustvarjanja. Hvala lepa za povabilo. No, mi pa poglejmo, kaj sledi v nadaljevanju oddaje.